Oj, evo, pa se spet vidimo. En lep pozdrav vsem, ki ste se odločili, da se nam pridružite danes. Mogoče bomo najprej še počakali, da se lahko vsi skonektajo oziroma vsi udeležijo te naše spletne kave. Tako da prosim tudi, da mi napišete mogoče kakšen komentar ali pa karkoli podobnega, mogoče kak thumbs up, smiley face, nekaj v tem smislu, da bom vedela, da se vidimo, da se slišimo, da vse funkcionira, da je vse ok. Preden začnemo, torej enega obiskovalca že imamo, mogoče še počakamo kakšen trenutek, dva. V vmesnem času upam, da ste si vsi že naročili svojo kavo oziroma skuhali svojo kavo, da ste si že vsi pripravili svoje čaje in vse ostale okrepščila in da ste se udobno namestili na svojih kavčih oziroma kjerkoli me spremljate, da se bomo lahko malo bolj sproščeno pogovorili o današnji temi, torej o organizaciji dogodkov. Ok, vidim, da me vidite in da me slišite. Torej, mogoče še počakamo kakšnih par trenutkov, preden začnemo vsebino. V vmesnem času mogoče izkoristim za vse, ki me ne poznate, sem Senta, sem zaposlena v Celjskem mladinskem centru, kjer se večino svojega časa nekako ukvarjam z organizacijo dogodkov. Običajno pač pri svojem delu organiziram te klasične dogodke, kjer se zberemo v Celjskem mladinskem centru, bodisi v prostoru v dvorani ali pa na prostem, in dogodke organiziram tam. Ampak zaradi trenutne nastale situacije z koronavirusom smo se nekako mogli prilagoditi in začeti organizirati tudi dogodke online. Tako da bo tudi naša današnja tema mogoče bolj naslovljena v smeri organizacije teh online dogodkov in kako se pripraviti v bistvu na te. Mogoče počakamo kakšno sekundo, dve, preden začnemo za samo vsebino. Še vedno imate mogoče čas, da si skuhate kavo, če si še jo niste uspeli. Ok, no pa začnimo. Torej, kot sem že omenila, tema današnje spletne kave je organizacija online dogodkov. In mogoče preden začnem za samo vsebino, disclaimer na začetku, dejansko vse informacije, ki jih bom danes delila z vami, so plod mojih lastnih izkušenj, mojega dela za organizacijo dogodkov in pač upam, da vam bojo vse te različne informacije nekako koristile in bojo dobrodošle pri vašem delu, pri vaši organizaciji vaših dogodkov. In pa hkrati, kljub temu, da bo organizacija online dogodkov naša ključna tema, pa vseeno opozarjam, da zadeve, o katerih bom govorila, se dajo prenesti tudi v organizacijo kakršnihkoli drugih rednih dogodkov, ki bi jih morda izvedli. Torej, če kar začnem. Nekako sama pri svojem delu opažam oziroma spoznavam, da prehajamo skozi 3 faze, ko se soočamo z organizacijo dogodkov. In če začnem morda z prvo fazo, to je faza načrtovanja oziroma faza planiranja, nato sledi faza izvajanja samega dogodka, na koncu pa še sledi faza evalvacije oziroma ta faza, v kateri nekako zaključujemo dogodek, ki smo ga najprej splanirali in potem tudi izvedli. Vsaka izmed teh faz ima tudi nekatere svoje posebnosti, svoje elemente, zadeve, ki jih moramo znotraj te faze doseči oziroma urediti, postoriti, narediti. In specifično bom tudi v nadaljevanju govorila o vseh teh različnih elementih, ki spadajo znotraj vsake faze. In torej, če začnem najprej z to prvo fazo, načrtovanje oziroma planiranje dogodka. Morda za opomnik najprej to, da je načrtovanje in planiranje dogodka temelj izvedbe
in na koncu tudi evalvacija. To pomeni, da je to ta najbolj važna, najbolj obširna faza, v katero nekako vložimo največ svojega miselnega truda, brainstorminga in tudi samega planiranja. In nekako prepoznavam, da znotraj te faze imamo nekatere nujne elemente in te nujne elemente bi sama poimenovala mogoče na začetku kot prvega to, da si naredimo nek idejni osnutek, torej idejni osnutek bi bila torej ta prvi korak, o katerem govorimo, in ta je tudi podlaga za vse nadaljne korake, ki so nekako prisotni znotraj te prve faze, torej faze načrtovanja, in ti so potem tudi organizacijsko planiranje, torej da splaniramo celoten potek, kako bo zadeva potekala, kaj bomo potrebovali, kar hodi tudi z roko v roki z samim nekim finančnim planiranjem, ker tudi pri dogodkih imamo stroške, bodisi to redni dogodki ali pa online dogodki, pri vseh se nam lahko pojavljajo določeni stroški, ki jih moramo tudi v tej fazi planirati. No, in v nadaljevanju imamo tudi sestavo nekega tima, ki bo delal na izvedbi samega dogodka in dodelitev specifičnih nalog osebam, ki so znotraj tega tima. Pa če se na začetku najprej ustavim torej pri strukturi same ideje, torej pri tem idejnem osnutku. Večkrat, ko planiramo dogodke, se nam zgodi, da imamo sicer idejo, da približno vemo, kaj bi mi radi naredili, ampak tega ne napišemo na papir oziroma ne damo svoje ideje v besede, torej na papir, kar je lahko zelo problematično, glede na to, da lahko marsikaj pozabimo, kar je pa pri organizaciji dogodka bistveno, da se nam ne zgodi, torej da ničesar ne pozabimo, da pomislimo na vse in tudi na to, kar nam gre lahko narobe. Torej pri idejnem osnutku je ideja taka, da si pravzaprav našo idejo, to, kar želimo v nadaljevanju nekako izvesti, naredimo nek prvi osnutek, lahko je to v smislu miselnega vzorca, lahko je tudi kot prosti spis, mogoče samo po alinejah, za tiste, ki so mogoče bolj vizualni tipi, imajo raje grafično, lahko uporabijo morda tudi PowerPoint ali pa kakršnokoli drugo orodje, ki jim to omogoča, ampak bistveno je, da poskušamo svojo idejo spraviti na papir in jo nekako ubesediti. Pri tem pa si sama mogoče pomagam z nekaterimi vprašanji. In ta vprašanja so seveda najprej, kaj je to, kaj mi želimo izvesti. Če se pogovarjamo samo o organizaciji online dogodkov, spletnih dogodkov ali govorimo torej o tem, da bomo organizirali webinar, torej nek seminar na spletu, neko predavanje na spletu, ali bomo organizirali kakšno okroglo mizo na spletu, ali pa govorimo morda tudi o kakšnih kulturnih dogodkih, o organizaciji koncerta, predstave, razstave, karkoli. Torej moramo definirati na začetku, kaj je tisto, kaj mi želimo izvesti. Potem seveda moramo si tudi definirati, kdaj je to, kaj želimo mi izvesti, pri čemer mislim seveda tako na datum, kot tudi na uro. Zdaj, če se ustavim najprej pri datumu, velja neko, recimo temu, nenapisano pravilo, da toliko dni kot dogodek traja, krat 30 je potrebno za to, da se lahko dogodek pravilno in dobro pripravi. Torej, če izvajamo dogodek samo en dan, krat 30 imamo 30 dni minimalnega časa, preden mi moramo začeti načrtovati dogodek ali pa aktivnost. Če izvajamo aktivnost 2 dni, moramo začeti planirati vsaj 2 meseca pred samim dogodkom. Torej, da si damo nek pravilen, dober čas, ki nam omogoča dobro organizacijo, dobro planiranje. Hkrati z datumom je pa seveda pomembna tudi ura, kdaj bomo dogodek. Če govorimo o izvedbi različnih webinarjev, seminarjev, se moramo seveda tudi vprašati, kakšna je naša ciljna populacija. Torej, če nagovarjamo z seminarjem, webinarjem na spletu mlade, ki se zdaj trenutno soočajo z online predavanji za šole in fakultete, seveda dogodka ne moremo organizirati v dopoldanskem času, ker se takrat mladi ne morejo udeleževati. Enako recimo za starše, ki so recimo v službi do 4, 3, 4, potem seveda se ne morejo udeležiti dogodka pred 5, 6 uro. Seveda je to vse potrebno vzeti v zakup že pri osnovanju same
ideje, o tem, kaj mi želimo izvesti. Torej, potrebno se je odločiti, kaj bomo izvedli, potrebno se je odločiti, kdaj bomo izvedli, potrebno se je tudi odločiti, za koga bomo izvedli in pomembno se je tudi odločiti, kakšen je namen, torej zakaj aktivnost izvajamo, kakšen je namen, kakšna je zgodba odzadaj aktivnosti, ki jo izvajamo in kakšne cilje želimo doseči. Na tej točki, torej osnovanje neke osnovne ideje dogodka, moramo pa tudi definirati torej neko rdečo nit, neko splošno temo dogodka in pa naslov in pa mogoče že tudi razmišljati o tem, kako bo naš dogodek izgledal, kakšna bo grafična podoba, pa si mogoče tudi malo vizualiziramo naš dogodek, ki ga bomo potem začeli pripravljati. In ko imamo ta nek grob osnutek dogodka, ideje tega, kar mi želimo narediti, se lahko začnemo lotevati nekega bolj specifičnega planiranja. Kaj mislim za bolj specifičnim planiranjem? Ko vemo, kaj želimo izvesti, se nam vedno začne porajati vprašanje, kako oziroma kaj potrebujem, kaj moram storiti, kaj moram narediti, zato da bom ta dogodek lahko izpeljal, naredil, da bo pač uspešen in dober. No in tukaj govorimo o tem organizacijskem planu oziroma organizacijskem načrtu. Vedno se moramo torej vprašati, kaj bomo naredili, zato da bomo ta dogodek lahko izpeljali. In zdaj bom vzela specifičen primer, torej naše spletne kave Celjskega mladinskega centra, ki smo jih zdaj spremenili v serijo dogodkov. In pri planiranju recimo naše spletne kave sem se mogla vprašati, ok, kaj potrebujem pri tem, da bomo to spletno kavo lahko izpeljali. In prva izmed zadev, ki je bila, je zagotovo tehnična podpora oziroma prenesli smo klasično predavanje iz učilnice na splet in na spletu potrebujem specifična orodja, potrebujem tudi znanja za uporabljanje teh orodij, zato da bomo ta dogodek lahko izpeljali. Seveda torej v plan gre torej to, da potrebujemo orodje, da se moramo seznaniti z tem, kakšno orodje bomo uporabljali in seveda se moramo tudi seznaniti z tem, če morda potrebujemo kakršnokoli drugo tehnično opremo in seveda tudi, ali morda potrebujemo pomoč našega tehnika. To je na ravni planiranja, na tej točki mogoče to, kar bi bilo zelo pomembno iz vidika organizacijskega plana. Seveda bi se še rada na tej točki tudi ustavila pri orodjih, ki nam omogočajo prenos dogodkov online oziroma orodij, ki nam pri tem pomagajo. Teh se je v zadnjih časih, ko smo vsi v karanteni in nekako ne moremo izvajati dogodkov, niti se jih udeleževati, porajalo zelo veliko. Najbolj klasični so seveda Facebook, YouTube, Instagram Live opcije, ki jih imamo. Obstajajo pa tudi neki drugi programi, platforme, ki nam omogočajo tudi neko širšo izvedbo virtualnih konferenc ali pa konferenc, kjer se lahko sestane več ljudi in je lahko tudi več govorcev, lahko uporabimo tudi kakšnega moderatorja v tem našem seminarju. Torej, te platforme, o katerih govorim, so seveda Microsoft Teams, potem zelo popularen je zdaj v sedanjem času tudi Zoom in pa Jitsi. To so recimo eni tri, ki se zelo vzpenjajo oziroma se zelo pogosto uporabljajo. Potem zopet moramo se vprašati, ali še potrebujemo kakršnekoli druge tehnične pripomočke za izvedbo dogodka, torej ali potrebujemo morda mikrofon, ali potrebujemo kamero in podobno in seveda ali potrebujemo pomoč tehnika, ki bi nam kakorkoli pomagal. Pri enostavnejših online dogodkih, kot je ta, ki se ga udeležujete danes, ne potrebujemo posebne spletne platforme, niti ne potrebujemo nobenih posebnih tehničnih orodij, niti ne potrebujemo pomoči tehnika. Vkolikor bi se pa recimo lotili organizacije okrogle mize ali pa kakršnegakoli seminarja z več predavatelji ali pa s predavateljem in moderatorjem ali pa tudi, če bi se lotili organizacije koncerta ali pa predstave preko spleta, bi pa vse te elemente potrebovali. Tako da že v osnovi morate vedeti, kako obširen dogodek boste izvajali, za koliko ljudi se bo dogodek izvajal,
koliko govorcev boste imeli, koliko nastopajočih boste imeli in podobno, zato da se lahko odločite, kakšno orodje uporabiti in kaj potrebujete od tehnične opreme in seveda tudi, ali potrebujete nekoga, ki vam bo pri sami izvedbi, torej pri tehnični izvedbi to pomagal rešiti. Nadalje, če se zdaj vrnem k temu našemu organizacijskemu planu, rekli smo, ok, prva zadeva, ki se nam pri organizaciji online dogodka poraja, je seveda tehnika in tehnična oprema in vezano vse na tehniko. Seveda pa se nam porajajo tudi druge zadeve, ki jih nekako moramo izvesti, narediti. In ena izmed teh je, kot pri vseh klasičnih dogodkih, velja tudi za online dogodke, je seveda promocija. Zopet se je potrebno vprašati, ok, kaj je potrebno storiti, zato da bo naš dogodek uspešen iz vidika promocije in si znotraj tega začnemo zastavljati, kaj vse je potrebno narediti. Ali je to sestava celostne grafične podobe, ali je to oglaševanje preko spletnih socialnih portalov, ali so to radijski oglasi, ali so mogoče to televizijski oglasi, ali pa je morda potrebno posneti kakšne interne videe. Torej vse to, kar želimo iz vidika promocije narediti, si moramo že v tej fazi planiranja nekako splanirati. In pa seveda tretji element, ki bi ga vključila v to fazo organizacijskega načrta oziroma v fazo planiranja, je vsebina. Tudi vsebino je potrebno splanirati, potrebno je ugotoviti iz vidika vsebine, kaj se bo delalo, o čem se bo govorilo, ali so morda potrebni kakršnikoli delovni listi, ki jih je potrebno predhodno poslati preko e-pošte, ali morda potrebujem govorca, ali morda potrebujem moderatorja, da bo pač moja vsebina dobra oziroma da bomo celostno zavzeli to, kar želimo iz vidika vsebine seveda sporočiti. Če govorimo izključno o organizaciji online dogodkov, vsi trije elementi nekako pokrijejo bistvo tega, kar si moramo zastaviti v organizacijskem načrtu. Če pa govorimo seveda tudi o organizaciji klasičnih dogodkov, je pa teh kategorij seveda lahko tudi več. Predhodno sem že omenila, da seveda naš organizacijski plan sovpada oziroma se sprehaja z roko v roki tudi z finančnim planom. Ne smemo si misliti, da če organiziramo dogodek online, da kar naenkrat nimamo stroškov, ker stroški so pri vsaki organizaciji, pri organizaciji skoraj vsakega dogodka. Torej, ko si naredimo ta plan, ko vemo, kaj moramo narediti znotraj zagotavljanja tehnične opreme, ko vemo, kaj moramo narediti znotraj zagotavljanja promocije in ko vemo, kaj moramo narediti iz vidika vsebine, si hkrati lahko tudi planiramo naše stroške. Recimo primer promocije, torej rekli smo, da moramo znotraj promocije poskrbeti za celostno grafično podobo, da smo se odločili, da bomo celoten dogodek promovirali preko spletnih socialnih omrežij in pa da bomo recimo posneli radijski oglas in pa da bomo še posneli intern video. In stroški recimo v tem primeru so grafičnega oblikovalca in potem tudi recimo tiska, če se za njega odločimo, potem je strošek spletnega oglaševanja, če se seveda odločimo za promovirane objave, potem imamo strošek radijskega oglasa, torej to, da se radijski oglas posname in tudi to, da se vrti, in pa morda nimamo svoje lastne opreme, morda nimamo tehnika, ki bi nam posnel neki interni video in moramo še pač ta strošek upoštevati. Torej, kot sem rekla, pri fazi planiranja, kjer v bistvu ugotavljamo, kaj vse je potrebno narediti, si je potrebno planirati tudi stroške. Hkrati pa pri tem, ko naredimo nek organizacijski načrt, organizacijski plan in zadamo neke naloge, ki jih je potrebno narediti zato, da bo naš dogodek uspešen, dober, se seveda poraja tudi vprašanje, kdo bo to vse izvedel. No in tukaj pridemo tudi na sestavo nekega tima, ki bo delal na organizaciji tega dogodka. Včasih je lahko ta tim samo ena oseba, lahko imamo blažji dogodek, nekaj, kar ni organizacijsko zahtevno in lahko v bistvu vse tako od promocije do tehnike, do izvedbe pokrije ena sama oseba. Večkrat se pa zgodi tudi, da je dogodek zelo obširen in potrebujemo več ljudi, ki bodo delali na tem dogodku.
V našem primeru bi to lahko razdelili vsaj na 3 osebe in dodali še eno za vodja. Torej, potrebovali bi eno osebo, ki bi skrbela za promocijo, v tem bi dodali še tudi eno osebo, ki bi skrbela za tehniko, potem bi dodali eno osebo, ki bi skrbela za vsebino in pa na koncu bi še dodali eno osebo, ki bi bila v bistvu vodja te skupine, ki bi imela nek nadzor, pregled in bi zagotavljala, da se vse te naloge izpeljajo in na splošno zagotavljala kakovost same izvedbe dogodka. In seveda, že na začetku smo opredelili neke specifične naloge, ki jih vsak izmed teh, ki so v našem timu, v našem organizacijskem timu, tudi prejme in jih potem v nadaljevanju izvaja. Načeloma je na fazi načrtovanja oziroma planiranja dogodka to vse, ampak ne. Pozorni moramo biti še na Murphyjev zakon. Verjeli ali ne, karkoli se lahko naredi, se bo naredilo, če ne prej pa slej. In pri dogodkih je vedno tako. Vse slabe stvari, ki se lahko naredijo, vsi črni scenariji, ki se lahko naredijo, se na neki točki seveda tudi bojo zgodili. Zato je zelo pametno, da te črne scenarije, vkolikor jih lahko, planiramo že pred samim začetkom izvajanja dogodka. Torej, recimo en specifični primer črnega scenarija je seveda je bila ta celotna koronavirus in epidemija koronavirusa. Tega recimo nismo mogli planirati, ampak smo se celotni zadevi nekako mogli prilagoditi. V primeru, da bi pa te zadeve lahko pričakovali ali pa vedeli, da se bojo začele počasi izvajati oziroma da bomo počasi v karanteni, bi tudi to že lahko pred samim izbruhom planirali in bi tudi že imeli rezervne plane, kako bomo odreagirali, ko bo dejansko do tega prišlo. Ok, in tu smo zdaj zaključili torej za to fazo planiranja, načrtovanja. Če naredim mogoče na začetku en pregled te faze, torej najprej si osnujemo idejo, našo idejo potem splaniramo, tu gre za zelo detaljne načrte znotraj vseh področij, torej promocije, tehničnih zahtev in tudi vsebine. Izberemo naš tim, torej osebe, ki bojo delale na organizaciji tega dogodka in tem osebam predamo tudi njihove zadolžitve. In potem lahko začnemo ta dogodek izvajati. In smo prišli v drugo fazo, to je faza izvajanja. Marsikdo, ki se loteva organizacije dogodkov, je mnenja, da o organizaciji dogodkov govorimo, o izvajanju dogodkov govorimo šele na tisti dan, ko se dogodek izvede. V bistvu to ni res, izvajanje dogodka se začne takoj po fazi planiranja, ker v fazi planiranja še mi nismo nič naredili. Izvajanje samega dogodka se torej začne takrat, ko začnemo izvajati vse naše obveznosti, zato da bo nek dogodek dober, uspešen, torej vse, kar smo v predhodni prvi fazi splanirali. Pomembna je seveda vloga vodje tima v tej fazi, ki seveda deluje kot nek nadzorni element, ki ima nadzor oziroma pregled nad tistimi aktivnostmi, ki so bile splanirane in med aktivnostmi, ki so se začele izvajati. Torej oseba, ki je vodja, skrbi za to, da vsak ve, kaj so njihove zadolžitve, ve, kaj mora izvedeti, da tudi redno pregleduje, ali so te aktivnosti izvedene, ali gre vse po načrtu in seveda tudi, da mogoče zazna vse te možne črne scenarije, ki so obstajali in da tudi primerno reagira na njih, če je seveda to potrebno. In iz te faze izvedbe, ki se dejansko začne z izvajanjem vseh aktivnosti, ki smo jih začeli planirati, in pride na to do same izvedbe specifičnega dogodka in konca tega dogodka, lahko preidemo v zadnjo fazo, to je pa faza evalvacije oziroma faza nekako zaključevanja dogodka, konca dogodka. V tem delu gre v bistvu za dvoje. Gre najprej za samo evalvacijo dogodka in pa gre tudi za vse mogoče protokolne zadeve, ki lahko pridejo zraven izvedbe dogodka. Recimo, če imamo online dogodek, kjer povabimo k okrogli mizi recimo evropske poslance in se ti udeležijo, je vljudno od nas, da se vsem tem poslancem seveda tudi pisno po samem dogodku zahvalimo, da se jim zahvalimo za udeležbo in podobno.
Drugi del te končne faze je pa torej evalvacija, ki je tudi nekako ena izmed bistvenih nalog vodje tega dogodka oziroma vodje celotnega tima, ki je delal na dogodku, in ta oseba naredi evalvacijo. Naredi se evalvacija celotnega dogodka, torej kaj je bilo dobro izvedeno, kaj bi lahko bilo bolje izvedeno, katere so bile težave, s katerimi smo se srečevali v celotnem procesu izvajanja dogodka in kako bi jih lahko odpravili in podobno. Seveda, faza evalvacije je zelo pomembna, še posebej zaradi tega, ker nam, ki se redno ukvarjamo z organizacijo dogodkov, se pogosto zgodi, da dogodek, ki ga organiziramo ali pa pripravljamo danes, se bo ponovil čez mesec dni. Ne mogoče v popolnoma isti obliki, ampak v zelo podobni obliki. Zato je evalvacija vsakega dogodka zelo pomemben element, saj lahko že v začetnih fazah odpravimo tiste napake, s katerimi smo bili soočeni v predhodnem dogodku, torej dogodku, ki smo ga že izvedli, dogodku, ki smo ga že splanirali. Torej lahko odpravljamo neke določene črne scenarije, da se vse ne bi zgodili, in pa seveda, da smo tudi seznanjeni z morebitnimi črnimi scenarijami, ki pa jih prej nismo zaznali oziroma videli. Tako da, to je celoten potek neke organizacije online dogodka, seveda z poudarkom na tem, da je potrebno pri izvedbi online dogodkov posebej uporabljati različne spletne platforme in orodja, ki nam to omogočajo. In če še morda naredim na tej točki en kratek pregled nad vsemi elementi, o katerih sem govorila. Torej, v prvi fazi gre za planiranje, v drugi fazi gre za samo izvedbo in v tretji fazi za evalvacijo in zaključevanje samega dogodka. V prvotni fazi torej najprej osnujemo idejo splaniramo, kjer gremo v velike detajle, sestavimo ekipo, ki bo na tem dogodku delala, in tej ekipi damo tudi zadolžitve. Z dogodkom se dogodek začnemo izvajati v trenutku, ko se začnejo vse te aktivnosti izvajati. In se zaključi faza izvajanja, ko v bistvu izvedemo sam dogodek. Takrat preidemo v fazo evalvacije, kjer pa samo še evalviramo, kaj smo naredili, kako smo naredili, ali smo dobro naredili, kaj je tisto, kar bi nam koristilo za prihodnje bodoče. Tako da v bistvu to bi bilo nekako hiter povzetek tega, kako lahko se lotimo organizacije online dogodkov. Seveda bi mogoče še pozvala na tej točki, da si ogledate spletno stran mreže Mama, oziroma dostopen je tudi na naši Facebook strani. Mreža Mama je naredila zdajle en super pregled različnih dogodkov in aktivnosti, ki se v mladinskem sektorju izvajajo online. In vsem, ki mogoče imate željo potem, da bi nekako organizirali dogodek na spletu, pa mogoče ne veste, kako se lotiti, lahko si pogledate, kako smo se mi oziroma so se drugi mladinski centri in tudi mi začeli lotevati te ideje prenosa vsebin na splet. Zelo veliko je dobrih in kreativnih idej, tako da zelo vabljeni, da si pogledate vsi, ki bi si nekako želeli organizirati dogodke online. V bistvu bi bilo to, vkolikor imate še morda kakšna vprašanja, damo še čas, zato da jih lahko izrazite, da me lahko vprašate, kaj bi si želeli vprašati. Morda kdo, če imamo kakšnega pogumnega, ki bi ga še karkoli dodatno zanimalo ali bi si pa želel še karkoli zastaviti, kakršnokoli drugo vprašanje. Okej. Če ne, je v bistvu to iz moje strani danes vse. Upam, da so vam informacije, ki sem vam jih predala, nekako koristile in vam bojo v pomoč pri vaši nadaljnji organizaciji dogodkov. Seveda vas tudi vabim že na našo naslednjo spletno kavo, ki bo naslednji četrtek ob 17. uri, enako kot moj danes.
Tokrat se bo z vami družila naša Hana, ki jo drugače poznate iz Petkov metkov. Nekako vam bo pa predstavila celotno njeno zgodbo tega, kako je odpotovala v Španijo, kjer je opravljala delovno prakso. Povedala vam bo več o tem, kako se prijaviti na te delovne prakse, kako izbrati državo, katero dokumentacijo je potrebno izpolniti in pa seveda tudi, kako se je sama počutila pri izvajanju tega dela in vse ostalo. Tako da vljudno vabljeni, da se pridružite tudi njej in ne zamudite naslednje spletne kave. Opomnik še mogoče, da je tudi Katina spletna kava, ki jo je imela prejšnji četrtek, še vedno na voljo, tako da vsi, ki bi si mogoče želeli več izvedeti o projektnem managementu, o tem, kako izvajati projekte in kako se prijaviti na projekte, pa si pejte pogledati še to. Tako da hvala, da ste bili z menoj in se vidimo.